Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Dober dan in dobrodošli na ta prekrasen začetek novembra. Vsakemu izmed vas in vsem skupaj sem hvaležen, da ste si vzeli čas in da ste prišli na odprt sestanek Sveta za obvladovanje demence, ki smo ga nedavno ustanovili pri predsedniku republike. Vsi smo vedeli takrat in tudi danes, da se moj mandat zelo bliža koncu, ampak je prišlo pri gospe Zlobčevi, pri dr. Pirtušku do neke presoje, da je z vidika javnega sporočila morda dobro, da vendarle ta svet ustanovimo, morda se bo tudi nova predsednica ali nov predsednik navdušil, da ga obdrži, to ne vemo, ampak nič mi ni žal, da smo tako storili. Smo hvaležni vam, gospod Ostrc, da ste si vzeli čas, tako kot si ostali, da nas boste uvedli v razpravo o strategiji. Konstituiramo ta začetek javne razprave in bomo videli, s kakšno popotnico bi potem tudi dali na sporočilo za javnost po koncu te seje. Magister Ostrc, imate besedo. Spoštovani predsednik republike, cenjene članice, člani Sveta za obvladovanje demence pri predsedniku republike. Veseli me, da vas lahko ponovno pozdravim v imenu ministra za zdravje gospoda Danijela Bešiča Loredana in pa seveda Ministrstva za zdravje nasploh na tej drugi seji sveta. Alzheimerjeva bolezen in druge oblike demence sodijo tako tudi po mnenju Ministrstva za zdravje med najpomembnejše javnozdravstvene izzive. Demenco v svojem vsakdanjem življenju tudi pogosteje prihaja v stik. Za demenco ponovno imenoval delovno skupino za pripravo predloga strategije, ki mu danes namenjamo ta posvet. In nekako namen strategije, ki ga lahko izluščimo, seveda je trojen, na eni strani zagotovitev preventivnih ukrepov, potem v nadaljevanju bom zelo na kratko predstavil tudi vsebino te strategije. Ta multidisciplinarni pristop, integrirana obravnava v družbi, destigmatiziranje zgodnjih faz vedno bolj pomembno, kajti v celoti, v kompletu, ne samo z zdravstveno oskrbo, ampak tudi v luči tega vključiti tudi dolgotrajno oskrbo in pa oskrbo oseb z demenco. S prihajajočo strategijo za obvladovanje demenc se seveda zavedamo in sporočamo širši skupnosti, da je demenca predvsem družben in tudi političen dogodek, fenomen. Z strategijo se obvezujemo, da bomo v Sloveniji proučili epidemiologijo te bolezni, se pravi postavili neko ogledalo, koliko nas je, kakšni so problemi, kakšna je ta obravnava in potem se bomo seveda dotaknili tudi tako imenovane nefarmakološke obravnave. To je tista, ki ni odvisna od zdravil, je pa pravzaprav za kvaliteto življenja bolnika z demenco in za njegovega skrbnika zelo pomembno. V zadnjih tednih smo soočeni z zelo pozitivnimi in optimističnimi novicami o novem zdravilu, ki čaka odobritev FDA in ki bo pravzaprav zelo dramatično in zelo globoko poseglo na obravnavo teh bolnikov, predvsem v primerih demence, ki so v zelo zgodnji fazi in v primeru tistih stanj, ki se še ne kažejo kot motnja spomina, vemo pa, da so v možganih že spremembe, ki bodo vodile v demenco. Predvsem pa se mi zdi, da ta strategija poudarja eno veliko potrebo v družbi, kot je slovenska, ki je dovolj majhna z 2 milijonoma ljudmi, da je lahko pravzaprav laboratorij nekih pogumnih modelov v zdravstvu in v sociali, da bomo se tega problema lotili krovno, multidisciplinarno, da smo na isti barki tako bolnik kot njegov skrbnik, kot politik, kakor tudi zdravstveni in socialni delavec. Sam moram reči, da z veliko optimizma in upanja zrem v to strategijo. Zelo si želim, da bi v
v tem obdobju, ko bo v javni razpravi prišlo do veliko zanimivih in lepih in vzpodbudnih pripomb in da bo potem tudi sprejeta in se bo Slovenija znova uvrstila tam, kjer je nekoč že bilo mesto, in to je med najbolj naprednimi okolji za obravnavo demence. Ja, dober dan. Demenca je res tiha epidemija današnjega časa, število bolnikov po celem svetu še vedno narašča, seveda je demenca tudi bolezen, ki se drži velika stigma in tukaj največjo ceno plačujejo pravzaprav svojci, kajti za enim bolnikom za demenco so še 3 ljudje, ki se z njimi ukvarjajo in skrbijo. Demenca je pravzaprav največji socialni, zdravstveni in finančni izziv sodobne družbe vsake države, je zelo draga bolezen. Pri demenciji je še nekaj, kar naredi bolezen še toliko težje, namreč to, da bolniki z demenco zelo hitro ne morejo ostati sami in so potem res svojci izpostavljeni hudim pritiskom in obremenitvi in seveda izpostavljeni izgorevanju. Zato je zelo pomembno, da vsaka država sprejme strategijo in smo zelo veseli, da je predlog za strategijo za naslednje obdobje pripravljen in da bo šel v javno obravnavo, zato da bomo v Sloveniji tudi uresničevali cilje, ki so zapisani v tej strategiji in bomo na tak način pomagali tako svojcem, bolnikom in seveda tudi v podporo in oporo stroki. No, svojci so, kot sem že omenila, res tisti, ki plačajo veliko ceno in v zadnjih letih smo naredili, lahko rečem, veliko na ozaveščanju, zmanjševanju stigme. Spominčica je začela odpirati demenci prijazne točke, na ta način v lokalnem okolju ali v skupnosti širimo znanje o demenci, zmanjšujemo stigmo in vsak od nas lahko prispeva, da se ti ljudje boljše počutijo, zlasti tisti v zgodnji fazi bolezni, teh je pa pravzaprav veliko. In v času covida se je pokazalo, kako veliko je teh in tem z malo znanja in s pravilnim odnosom in obravnavo in pogovorom do njih lahko prispevamo, da ostanejo čim dlje vključeni v družbo in njihove družine seveda, da so izpostavljene manjši izolaciji. No, skratka, danes je tudi poseben dan, ko bo postal urad predsednika vlade ena izmed 400 demencij prijaznih točk. Prvo smo že odprli 5 let nazaj, leta 2017, v uradu varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer, danes pa se tej mreži demencij prijaznih točk priključuje tudi urad predsednika vlade, da kar smo republike, se opravičujem, tudi mi že malo pozabljamo, skratka čestitamo, da se urad predsednika republike pridružuje mreži demencij prijaznih točk in s tem lahko tudi simbolično prispevamo vsi, tudi predsednik, k temu, da se bodo ljudje v Sloveniji, tisti, ki so zboleli za demenco in njihovi svojci, počutili bolje, da bodo vedeli, da niso sami, ampak da za njih skrbi veliko ljudi in se bomo še v prihodnje trudili, da se bodo počutili čim bolj vključeni in čim bolje. Skratka, da niso sami. Vsi skupaj lahko veliko prispevamo k boljšemu njihovemu počutju, boljši kvaliteti življenja, tako bolnikov kot svojcev. Strategija pri tem več kot potrebna. Hvala lepa.